Veste, da samo zaradi sodelavcev Karitas, ki smo ljudje različnih starosti, različnih poklicev, različnega znanja, ta kolonija ne bi bila to, kar je. Brez strokovnih sodelavcev, ki so prav tako pripravljeni prostovoljno in z veseljem darovati svoj čas, svoje znanje, svoj talent, tega ne bi bilo. Z njimi smo povezani skozi vse leto. Prav je, da jih naštejem: gospod Azad in Silva Karim, Primož Brecelj, Lucijan Bratuš, Jože Bartol, Miraj Čenkrmpotič, Tone Seifert in likovna kritičarka in umetnostna zgodovinarka Ana-Marija Stibelšajn. Nocoj bi morala gospa Ana-Marija predstaviti avtorje in dela, vendar je nekje na Koroškem odpira razstavo nekemu drugemu gospodu. In mi kot dober tim smo se dogovorili, da pa prosimo tokrat gospod Silvo Karim. Konec koncev v njihovi hiši, v njihovi dnevni sobi je nastala ideja Umetniki za Karitas. S tokratno razstavo smo se znašli v času, ko se večina človeštva ukvarja s problematiko recesije. Veliko govorimo o težavah z dobrinami, ki so pomembne za telo, manj o tistih, ki so pomembne za dušo. Pojavlja se celo vtis, da sodoben človek lahko živi brez umetnosti, ampak ni tako. Vloga umetnosti se danes sicer spreminja. Spreminjajo se oblike, spreminjajo se izrazni mediji, spreminjajo se načini izražanja, a njen pomen ostaja in njena nuja ostaja. Umetnost ostaja nenadomestljiva. In tudi v teh težkih časih jo potrebujemo. Tisti, ki sodelujemo v projektu Umetniki za Karitas, čutimo, da v življenju razen kruha potrebujemo še nekaj, kar to presega, duhovnost. Ta se izraža na načine, kot so vera, čut za sočloveka, pogum in vztrajnost. Tudi zaradi vseh teh je kolonija Umetniki za Karitas doživela že svojih 15 ponovitev. Tudi umetniška dela, sami vemo, nosijo v sebi duhovni naboj, resnico in vero tistih, ki so jih ustvarili. Sama sem v tej koloniji sodelovala kot strokovna sodelavka in ustvarjalka. Samo likovno kritiko in interpretacije nastalih del pa je imela, kot je že gospa Jožica omenila, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Ana-Marija Stibelšajn. Ne bi se mi zdelo pravično, da bi posegala v njen tekst in tukaj interpretirala na svoj lasten način dela, ki so okrog vas. Zato jih bom poskusila s kratkimi povzetki predstaviti tako, kot je likovna kritičarka zapisala. Če začnemo kar z Jožetom Bartoljem, njegovo tam zadaj je njegova slika. Njegovo slikarstvo je vezano na sakralno tematiko. Figuralni liki so vzeti iz biblijske ikonografije in so njegovi stalni spremljevalci. Avtor jih oživlja s slikarskim izrazom, razpenja pa se od realističnih zaznav do abstraktnih videnj. No, tukaj imamo prisotni dve sliki in seveda tudi ustvarjalca Lucijana Bratuša, ki je hkrati tudi strokovni sodelavec kolonije. Motivna prioriteta Lucijana Bratuša je človeška figura. Poenostavlja jo in modificira v sklop oblik, ki postanejo zgovorne pripovedovalke vsebin. V prepoznavnem likovnem slogu avtor plastično modelira telesa, jih sestavlja v ritmično ubran skupek oblik.
kot nenehen dialog med konkretnim detajlom človeške pojavnosti in vsebinsko težje določljivi spremljajočimi oblikami. Tukaj imamo fotografijo in kombinacijo kolaža ustvarjalca in strokovnega sodelavca Primoža Breclja. Njegove fotografije so ujete skozi subtilne zaznave. Skrbno izbira motive, z njihovim kompozicijskim ravnovesjem in barvno ubranostjo nas popelje v skrite kotičke, najpogosteje so ti kotički v naravi. Silva Copič, tam zadaj dve modri sliki. Tokrat je v vozlišče svojih ustvarjalnih tendenc postavila ženski lik, lik matere, je poimenovala z naslovom V naročju. Moč, predvsem pa sugestivnost in simbolnost, ki je skrita tudi v barvah, vzetih iz palete. Ta paleta postaja stalna in prepoznavna spremljevalka likovnih del Silve Copič. Potem imamo tukaj en imeniten kipec te kiparke, te Curk sorta. Njena ikonografija je izrazito osebna, optimistična. V središče svojega ustvarjalnega zanimanja postavlja figuro ženske. Zaupaj svoja razmišljanja, doživljanja in čutenja, ter jo tako spreminja v svojo osebno zgodbo. Potem imamo tukaj zadaj dve krajini slikarke Vesne Čadež. Subjektivne, sublimne in avtorsko avtonomne pokrajine. Slike so nastale na Sinjem vrhu, popeljejo nas v bujno zelenino neštetih barvnih odtenkov in tonskih prehodov. V barvah se opisuje živost in dinamičnost sicer pomirjujoče atmosfere, z njimi Vesna Čadež odkriva prvinskost in neokrnjenost krajinskega kotička, z njim išče svetlobo in se dotika realnosti. Potem imamo sliko Azada Karima, ki ustvarja z globoko osebno in avtorsko afirmirano likovno govorico. Ker izhaja iz dežele ob rekah Evfratu in Tigrisu, v svojih slikah kombinira danosti te rodne dežele, starih kultur in njihovega duhovnega izročila. Vsa ta specifika postane navdih, ki ga zaobjame v svojo ikonografijo simbolov, znakov in drugih fragmentov.